Dobrodošli v podkastu Gradimo zgodbe, kjer z vrha Ljubljane pripovedujemo zgodbe, ki so oblikovale preteklost, zaznamujejo sedanjost in navdihujejo prihodnost. Z vami smo z Ljubljanskega gradu, stičišča kulture, zgodovine in sodobnega utripa mesta. Danes sta z nami Arne Hodalič in Katja Bidovec, fotografski tandem, o katerem je veliko slišati, če še ne posebej v tem letu, ko jima je uspelo priti na naslovnico ikonične ameriške revije National Geographic. Danes sta naša gosta in jo lepo pozdravljam. Dobrodošla. Dobar dan. Vem, da imajo dame prednost, vendar, Katja, če dovoliš, bi začela s prvim vprašanjem z Arnejem. Bo v redu? Odlično. Okay. Arne, ob 10. obletnici našega javnega zavoda si dejal: kdo ve, mogoče so bila prav prva otroška raziskovanja gradu podlaga za pomembne odločitve za moje dokaj nenavadno in precej avanturistično življenje. Nam lahko malo tole pojasniš? Ja, jaz sem se rodil zelo blizu Ljubljanskega gradu, čist praktično v vznožju zraven Križank, in takrat se je grad ravno začel obnavljati, ali pa še tudi ne, ko sem bil jaz tistih 15, 14, 16, tam nekje, 15 bolj, in je bil grad naše igrišče. Mi smo hodili gor raziskovati, smo hodili, seveda ljudi je bilo že manj, niso več toliko stanovali, 69. Mislim, da se je začela obnova, ampak niso tako zelo štartali in se je dal prideti, se je dal splezati pod kakšnimi deskami, nad deskami in smo raziskovali te kleti in si predstavljali, kdo smo in kje smo. Je bilo pa tudi nevarno, zato je bilo zabito, ker se je lahko kje vdrl, lahko ti je kaj padlo na glavo, ker grad je bil v zelo slabem stanju v tistem času. In glih to je bil tisti mik, da je bilo prepovedano, obenem pa neke grajske ječe, predstavljali smo si, da smo vitezi in ne vem kaj še vse. In dejansko me je to res zaznamovalo. Te prva raziskovanja Ljubljanskega gradu. Se pravi začetek raziskovanj za prihodnost. Tako. Okay. Pa če gremo zdaj iz Ljubljanskega gradu v svet, Katja, vajine fotografije pogosto nastajajo tam, kjer se večina ljudi obrne stran, če lahko tako rečem. Kje je ta svet in kaj vaju žene, da greste ravno tja? Ja, midva, ko potujeva, ko raziskujeva svet, naju je glavno vodilo fotografija. Fotografske zgodbe, neke zanimivosti, ki naj jo potegnejo tako od nekih slabih narekovajev zgodb, nekih družbeno-kritičnih zgodb, do seveda tudi lepih zgodb, o kateri ste pač na začetku jo že omenila, potegnejo naju izključno zaradi fotografije. Treba se pa zavedati, da ni težko najti takih malo bolj problematičnih prostorov, že tudi v Evropi, kaj šele v tretjem svetu, ki je nama morda najljubši. Okay, se pravi, vajen zadnji projekt oziroma potovanje je bilo begunska taborišča Zahodne Sahare. Je to res? Begunska taborišča sva sicer obiskala že jaz 2-krat, Arne 3-krat. Zadnje potovanje je načeloma šel samo Arne, ampak v begunskih taboriščih smo skupaj z ekipo naredili dokumentarni film Videti je Lajun o zgodbi teh beguncev, ki so tam že res 4. generacijo, kar je kar katastrofalna zgodba. Arne, vajino delo pogosto odpira težke teme. Kje je tista meja med dokumentiranjem in pa recimo izkoriščanjem trenutka? Ja, to je, bom rekel, zelo pogosto vprašanje, zato ker to ljudje dostikrat se nekako ne marajo tega, da reče, dostikrat me vprašajo, a si pomagal ali si fotografiral. Tukaj je zelo jasna meja, zakaj si tam. Če si tam, da pomagaš, potem si, pri Zdravnikih brez meja ali pri Rdečem križu zaradi mene. Če si pa novinar, seveda je pa tvoja dolžnost, da narediš neko poročilo iz tistega kraja, seveda pomagaš ti, če je nekaj res na hitro in tako, ampak ne moreš ti priti tja in odložiti fotoaparat in raznašati vodo, pa brez fotk potem odideti, ker si ti zato tam in z osveščanjem javnosti mi mogoče včasih več naredimo, kot to, da bi tam trem nesel vodo ali pa v bolnici, premaknil 2 kante za smeti. A se vam je kdaj zgodilo, da kakšne fotografije recimo niste objavila, pa ste recimo prvotno načrtovala, da bi jo? Ja, se dogaja, seveda se dogaja. Mislim, to se dogaja skozi, ampak ne zato, ker bi bila kakšna fotografija tako grozna, ker takih
se nekako izogibaš že na terenu. Ne? Ti nisi zato tam, da boš. Ja, lahko to subtilno prikažeš, neke težave, recimo, ne vem, jaz sem imel, ko sem fotografiral potres v Pakistanu, ki je bilo res tisoče žrtev, ne, in tiste najhujše fotke so bile mogoče čevlji sezuti noter, ki so gledali ven iz ruševin, ne, to zdaj, in so dovolj povedali, ne, se pravi, ti paziš na to, da to ni slikanje zdaj nekih šokantnih, krvavih, zaradi mene tudi fotografij, ampak pač poskušaš fotografirati tako, da si čim bolj dostojen in da imaš neko spoštovanje do tistega trenutka, ko si tam. Se pa seveda zgodi, da niso objavljene, ampak iz različnih razlogov, ne samo iz tega razloga, mogoče, če sem prav razumel, da bi bila fotografija preveč grozna, preveč pričujoča. To mislim, da se sploh še ni zgodilo, zato ker takih ne delamo. Ne? Seveda se pa ogromno krat zgodi, da ti pač kaj ne objavijo. Ne? Pač, nisi naredil dobre zgodbe. Ne? Govorim tudi za lepe zgodbe, da se razumemo. A je bila kdaj kakšna fotografija, ki vam je ostala pod kožo, ne kot uspeh, ampak kot breme, recimo? Ja, to smo se prav pogovarjala zadnjič o tem, ne. Mogoče Katja ima malo krajšo kariero, ampak meni pa ena zgodba, mislim, ena fotografija ali pa več fotografij, pravzaprav ena zgodba, ki sem jo naredil na Kubi, je bila potem čisto napačno uporabljena. Ne? Jaz sem takrat delal za eno francosko fotoagencijo, ki je distribuirala te moje fotografije in so nekemu španskemu časopisu so jih dali. Šlo je pa za to, da sem jaz fotografiral iskanje potopljenih ladij na Kubi, in to z arheologi, to ni bilo neko iskanje zakladov, pa neko ropanje, ne vem kaj, čisto korektno arheološko raziskovanje. Potem so pa te fotografije objavili popolnoma drugačnem kontekstu. Namreč v kontekstu z drugimi fotografijami so rekli, Castrovi potapljači se tle zabavajo, jemljajo zlato iz morja, Kubanci pa in so objavili tudi fotko enega Kubanca na enih gumi, takrat so na gumah bežali, na pihnjenih gumah od tovornjakov so bežali na Florido. Ne? In potem smo zvedeli, da so tega, ki nama je pomagal, z novinarjem sva bila, ki nama je pomagal, so zaprli. Ne? In mi smo naredili takrat vse, ker kao ne bi nas smel sploh zraven spustiti, da to fotografiramo, to iskanje zakladov. In je bil zaprt in potem smo, ne vem, kaj vse naredili in pol ne vem, kako se je zgodba končala, ampak to je zelo slab priokus. Mi smo, ne vem, potem neke diplomatske note pošiljali, ampak s Kubo se veš, to ni, ja. Tako da to je res ena zelo slab občutek. Drugače, kakšnih večjih takih občutkov, slabih pa nimam. Se pravi, bi lahko rekli, da dobro sodelujete s kakšnimi založniki oziroma z naročniki? Ja, v principu ja. To je, zdaj danes je že kar standard, da nekako uporabijo tvoje podnapise, tvoje komentarje, mogoče celo tvoj tekst ali pa saj okvirje teksta, ker največji problem je, ko ti vzamejo na fotko izven konteksta in napišejo nekaj čisto popolnoma tretjega od spodaj. Ja, v bistvu, da izkrivljajo realno sliko. Okay. Katja, koliko Arneja ti vidiš v njegovih fotografijah in koliko same ljudi, ki jih fotografira? Ja, Arne je ljubitelj fotografiranja ljudi, človeka v kakršnih koli različnih momentih, okoljih in glede na to, da velikokrat tudi gledam, kako fotografira, ne samo njegove fotografije, vem, da je ta čut za sočloveka, ta njegova, na nek način lahko rečem, karizma, tisto, kar ljudi sprosti. In verjamem, vsaj jaz, ko gledam na njegove fotografije, da je vedno zna prikazati človeka in hkrati dodati ta kanček tudi sebe noter. Ker jaz verjamem, da je marsikdo že videl fotografije, ko čutiš, da se je bilo ljudem nelagodno fotografirati. Tega na Arnejovih fotografijah ni. Arne, koliko resnice lahko sploh ujame ena sama fotografija in kje se začne v bistvu sama interpretacija le-te? Ja, to je zelo, bom rekel, aktualno vprašanje, ne? Še posebej z umetno inteligenco, ki danes dejansko lahko tako kvalitetno izkrivlja resnico, da je skoraj neprepoznavno to. Tako da jaz mislim, da v današnjem svetu je treba biti izredno pozoren na ta izkrivljenja.
Včasih Photoshop se je še dal malo videti, da ona z umetno inteligenco že zelo težko vidiš kakšne manipulacije. To se pravi, kje je zdaj resnica, je težko reči. Jaz bi rekel, da čisto kot nasvet ljudem, ki se včasih mogoče ne dvomijo v kakšno ali fotografijo ali kaj takega, treba je gledati preverjene vire, ki jih ni prav veliko, ampak so. Govorimo, ne vem, Guardian, New York Times in tako naprej. To so stvari, tam se te stvari dejansko preverjajo in če se pa že kaj narobe objavi, se pa tudi potem zelo korektno popravi. To se pravi, težko je reči zdaj, da je fotografija resnična. Ker se tiče pa interpretacije, je pa vedno tako. Vedno je fotografija subjektivna. Vedno. Ti ne moreš iz svoje kože ven. Vedno, jaz, ko sem se vrnil večkrat, sem bil v Gazi nad tem nasiljem. Jaz sem, jasno, da sem pro-palestinski. Ne poznam novinarja, ki bi se vrnil iz Gaze in ne bi bil pro-palestinski, ker vidiš, kaj se tam zares dogaja. In jasno je, da če pa pošljajo enega izraelskega, bom rekel, državnega fotografa, plačanega od izraelske vojske, bo pa zgodba popolnoma drugačna. In tudi fotke bojo drugačne, ker se bo izogibal tistega, jaz se pa izogibam pač mogoče česa drugega. Poskušaš ne, ampak dejansko si pristranski. To je treba vedeti. Čisto podzavestno dejansko. Podzavestno. Težko vplivati. Ja. Pa ko si že omenil umetno inteligenco, kakšno je tvoje mnenje o tem? O uporabi recimo v fotografiji? Ja, v reportažni sigurno ne. Jasno, ta reportaža ali pa dokumentarna fotografija bi mogla postati popolnoma čista, kar se tega tiče. Drugače pa to zelo dobro orodje, za neko produktno fotografijo. Jaz bi ga in smo ga že tudi uporabljali tudi malo. Čeprav pri obdelavi zdaj fotografij umetna inteligenca je že vgrajena v te programe za obdelavo fotografij, tako da niti ne veš, da jo uporabljaš, pa jo že uporabljaš. Že v ozadju, Ja. stvari. Ljudje danes vidimo recimo ogromno enih podob, ogromno fotografij, se pravi od družbenih omrežij do svetovnega spleta. Se vam zdi, da je moč fotografije kaj oslabila oziroma a se je mogoče samo spremenila? Katja? Ja, jaz mislim, da se fotografija razvija, kar je na nek način tudi prav, tako kot se spreminja in razvija tehnologija, tako kot se spreminja družba. V končni fazi si nihče ne želi, da bi še vedno fotografirala neke cianotipije, neke starodavne tehnike. Ampak mislim, da gre to v skladu s časom. Kaj pa me skrbi, je pa vizualna kultura mladih. Prav zaradi poplave fotografij danes marsikdo več ne ve, kaj sploh je dobra fotografija. Tukaj pa opažam razliko. Včasih je bilo to, kar si dal v album, to, kar si obesil na steno, je bilo nekaj, kjer so bile osnovne zakonitosti, kaj dobra fotografija je, zelo jasne. Danes pa tega več ni. Danes, ko gremo na morje, naredimo 1000 fotografij, pa mogoče potem 100 izberemo, včasih so bili pa filmi, 24. Tako, kot prvo jih več naredimo, kot drugo pa tudi objavimo fotografije, ki so iz čist vizualnega vidika nesprejemljive oziroma lahko po domače rečeno grozne. Mislim, jaz bi tle mogoče še dodal, oba s Katjo sva kar kvalificirana za kaj tazga reči. Jaz se zelo strinjam s tem, kar je rekla. Oba predavava na faksu fotografijo, ona bolj specialni del, jaz splošno fotografijo in imava stik z mladimi in vidva, kako gledajo na fotografijo, kakšne fotografije delajo, mi jih pač poskušava naučiti čim boljše, ampak dejansko vidiš, da je fotografska kultura zelo padla. Kaj pa, če bi morala vidva prenehati s fotografijo, kaj bi bil tisti zadnji kader, ki bi si ga želela ujeti? A ste kdaj razmišljala o tem? Ne, jaz upam, da nikoli ne bo potrebno prenehati s fotografijo. Zdaj bi tako rekel, mogoče zadnji kader, kaj pa vem, bi si želel kaj lepega, ampak to se ne bo zgodilo, se bojim. Jaz bi si želel zadnji kader, konec vojne v Gazi, konec vojne v Iranu, da naredim, kako proslavljajo, ampak tega pač žal tega ne bo. Tako da jaz upam, da bomo še fotografirali, da bomo še
kazali svetu tudi lepe in pa grde. Ne? To je treba vedeti, lepe in grde je treba svetu kazati. Samo grde stvari, grozne stvari, depresivne stvari tudi ne dosežejo svojega namena. Včasih kakšna lepa fotografija doseže večji namen tem, kot pa recimo, ne vem, plaža polna plastike. Kaj pa ti, Katja? Ja, jaz bi mogoče tukaj dodala to, kar je Arne rekel, ne, z tem najnim projektom, ki smo ga tudi razstavljali na Ljubljanskem gradu, Izginjajoče kulture, je prav to, midva sva v bistvu z lepimi fotografijami ljudstev, različnih ljudstev želela sporočiti ljudem, da je drugačnost, da so drugačne kulture nekaj pozitivnega. A ne, v bistvu ta konotacija točno tega z lepo podobo, v končni fazi z globim pomenom, ki je lahko na nek način tudi negativen in spodbuja k neki spremembi, družbeni spremembi. Se mi zdi, da včasih so prav take kombinacije lahko bolj učinkovite. Naslov našega podcasta je Gradimo zgodbe. Tudi vidva jih gradita oziroma lovita po svetu. Katera zgodba je tista, ki se vam je recimo najbolj dotaknila? Jaz bi rekel tako, vsaka zgodba se te dotakne, se te more dotakniti, ker če se te ne, potem je boljše, da jo ne delaš ali pa da jo pustiš ali pa da jo sploh se ne ukvarjaš več z njo, ker moraš biti seveda čustveno angažiran pri vsaki. In zdaj jasno, ko se čas odmika, se tudi ta dotaknjenost zgodbe seveda se malo odmika. Ne? Zato jaz bi tako rekel, kar mogoče po pravilu, da tista zgodba, ki se te najbolj dotakne, je zadnja zgodba, ne? V kateri si še zelo, ali si sredi dela, ali si jo pa ravno zaključil. In tam o tem razmišljaš, živiš s tem še kar nekaj časa. Ko greš pa na novo zgodbo, se pa že tudi ta zadnja, prejšnja, začne umikati nekam v spomine. Ne? In zagotovo, če bi rekel, da bi jo mogel zbrati, kjera zgodba je to zagotovo zadnja zgodba za ameriški National Geographic, ker je bil res, jaz lahko rečem, uspeh zagotovo moje karijere, ki je zelo dolga, ne, kaj šele Katine, ki je krajša. Tako da to je res ena zgodba, na katero smo zelo ponosna. Katja? Ja, bi se strinjala z Arnejevim komentarjem. Če je to recimo lepa zgodba, jaz sem pa glih pred kratkim delala eno razstavo skupaj z Muslimanskim centrom Ljubljana, kjer so 3 generacije žensk, priseljenke z nekimi vsaka je prinesla en svoj predmet, ki jo veže na domovino, tle je bila velikokrat Bosna, in so bile nekatere zgodbe zelo pretresljive, zelo drugačne od naših, z zelo v bistvu enimi takimi enostavnimi predmeti, ki je določeni osebi bila ena taka emocionalna, včasih neka težka emocija, včasih pa tudi nekaj zelo pozitivnega. Tako da to je recimo ena od mojih zadnjih. Povej ta primer od vrečke, no, kjer res... Arneju sem razlagala, eno od zgodb je bila recimo gospa, si je želela, smo jo vprašali, kaj pa boste vi prinesla na fotografiranje. Ideja je bila, da se je vsaka sebe sama fotografirala, se pravi, sem pripravila studio, da so se ženske videle v ogledalu in pritisnile in na nek način sebe izrazile, ne samo skozi predmet, ampak tudi skozi fotografijo. In ena gospa je rekla, jaz razmišljam, da bi mogoče prinesla vrečko. Plastično vrečko. In sem jo vprašala, zakaj pa vrečko? Pa je rekla, zato ker sem v Slovenijo prišla zgolj z vrečko. Tako da to so take stvari, ki te ne morajo pustiti hladnega. Ravnodušnega. Tako. Prej si omenila tudi razstavo Izginjajoče kulture. Ljubljanski grad v bistvu v poletnem času v srednjih grajskih dvoranah na ogled postavlja velika dela. 2017 vajen skupni projekt, recimo Izginjajoče kulture, potem 2013, Arne, smo gostili razstavo njegovih 25 let Indije in skrivnosti Ljubljanice. Potem smo sodelovali z ekipo National Geographica, kjer ste vi delovali kot urednik fotografije. Pred nami je pa nova razstava z naslovom Med svetovi. Nam lahko, Arne, poveš kaj več o tem, kaj bomo videli oziroma kaj nas čaka na sami razstavi? No, osnovna ideja je bila, tudi sam naslov pove, Med svetovi. Jaz ali pa skupaj, kakorkoli vstopam v veliko različnih svetov. Veliko različnih, to je, govorim, pod vodo, jamske fotografije, tuji kraj, domači kraj, skratka, to so neki svetovi, kjer se pač na tak ali pa drugačen način moraš znajti. To je nekje osnovno vodilo razstave. Bi pa rad dodal to, da že ta razstava iz leta 2013, ko je bila ravno v teh prostorih, se pravi
palaciju in pa stanovski dvorani in pa ta obhodna dvorana se reče, ne ta zadnji, je bila, jaz še vedno to rečem, ena mogoče mojih najboljših razstav zaradi prostora. Ne, ta prostor te res začara. To je res nekaj posebnega. To ni vsak dan, da lahko razstavljaš v takih dvoranah, kot so dvorane na gradu. To je res privilegij in moram reči, ko so me poklicali, da bi ponovili razstavo, to trenutno zdaj, ki jo bo na ogledu, sem bil presrečen. Prav zato, ker sem bil tako zadovoljen s prejšnjo. Zdaj, fotke so pač fotke, tukaj ne morem kaj dosti govoriti, to so pač moje fotke, ki jih delam, ampak prostor je pa enkraten. No, lepo slišati. Katja, kako pa ti vidiš razstavo kot sama kustosinjar te razstave? Ja, z Arnem sva si želela mislim, tako bom rekla, vsaka fotografska razstava Arneja prikaže na en drugačen način. Ampak tokrat je bilo vodilo človek v različnih svetovih, če tako lahko rečem, od religij, podvodnega sveta, arheologije, do samih portretov, ki so močni, o katerih smo danes že govorili. Mene veseli tudi to, Arne je govoril o prostorih. Jaz verjamem, da bodo ljudje, če si bodo ogledali to razstavo, presunjeni tudi od velikosti printa, ki te začara, ko te človek pogleda v oči v nadnaravni velikosti, lahko rečem. In to so neki trenutki, ki so velik plus same razstave, sigurno. Okay. Zdaj pa za konec en grajski kviz, pa če sva pogovor midva začela, Arne, bova pa midve Katja zaključili, a prav? Kar. Ja. Okay. Se spomniš, da si prvič obiskala Ljubljanski grad? Ne, moram reči, da ne, nimam pojma. Lahko pa tako rečem, zagotovo starši, sem skoraj prepričana. Sem pa pred kratkim na grad odpeljala hčerki moje prijateljice, ena še v vrtcu, ena pa v 1. razredu in skozi njune oči kot otrok, kad doživiš Ljubljanski grad, sobane, zapor, neke vaše druge tematske razstave, sem prepričana, da sem tudi jaz takrat uživala. Saj one dve sta. Kateri kotiček na gradu ti je trenutno najbolj všeč in zakaj? Ja, jaz se čisto iz fotografskega vidika, fotografske duše, kot tudi sem, bi rekla ljubljanski vaš stolp. Zato, ker Ljubljano oziroma mesto lahko vidiš skozi drugačno svetlobo, ne glede na to, kdaj prideš, skozi različni letni čas, ali je to zelena Ljubljana, ali je to neka spomladansko zelena Ljubljana. To je tisto, kar recimo me vedno impresionira. Grad po dnevi ali grad po noči? Grad v času blue lighta. Se pravi v času, ko sonce tik po sončnem zahodu, ko je tisto modro nebo in čas za najboljše fotografije, te modre svetlobe in ko so rumene lučke že prižgane in ta kontrast rumene in modre je tisto, kar me vedno očara. No, super, lepo. Katja, Arne, najlepša hvala, da ste bila danes z mano, da smo se pogovarjali. Želim vam uspešno poletno razstavo, pa še veliko novih navdihujočih zgodb. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, da ste z nami gradili našo zgodbo. Spremljajte nas tudi v prihodnje z Ljubljanskega gradu, kjer vsaka zgodba pušča svoj odtis.